Na današnjem posvetu na Gospodarski zbornici Slovenije ste posebej izpostavili problem pravne države oziroma pravosodnega sistema. Kaj se obeta na tem področju? No, torej, kot vsi vemo, je to eden od osrednjih problemov v Sloveniji. Jaz mislim, da pravzaprav glavni problem pred vsemi ostalimi, ki jih imamo. Povezan je pa z učinkovitostjo pravosodnega sistema, znotraj njega zlasti sodstva. Sodstvo deluje premalo učinkovito in tega se zavedamo že nekaj časa. Že v lanskem mandatu smo se tega zavedali in smo poskušali narediti vse, sam sem poskušal narediti vse, kar je bilo v moji moči, da bi se kaj spremenilo. In očitno se je v teh zadnjem času, v zadnjih mesecih tega začelo bolj kot kadarkoli prej zavedati tudi sodstvo samo. Tako da sem prepričan, da bomo v kratkem podpisali dogovor, v katerem bomo jasno opredelili cilje za naslednje leto. Ti cilji pa, torej cilji, ki jih mora sodstvo doseči, ti cilji so pa povezani s skrajšanjem časa, ki ga sodstvo potrebuje za sojenje. In to mislim, da je ključnega pomena za gospodarstvo, tudi za fizične osebe, zlasti pa za gospodarstvo slovensko, ki je res v vse bolj težavnem položaju. Vlada namerava za reševanje podjetij narediti dvoje. Bom povedal to, kar je nasplošno in potem posebej tisto, kar je povezano z mojim resorjem. Narediti vse tisto, kar je že prejšnja vlada poskušala narediti in je tudi nekaj korake naredila, sanacija bank in tako dalje, da tega ne naštevam, torej javnofinančna vprašanja, sanacija bank in ta splošen okvir, ki je pomemben za to, da se slovenska podjetja spet zaženejo. Tisto, kar pa nameravam sam narediti, je pa povezano z dvema sklopoma. Eden je ta, o katerem sem malo prej govorila, torej v resnici doseči spremembe v praksi, ko gre za vprašanje pravne države, torej v resnici povečati učinkovitost sodstva in tudi drugih delov pravosodnega sistema, ni samo sodstvo tisto, tožilstva in ostalih, ampak zlasti sodstva, ker tukaj je največ ozkih grl, tukaj se dogajajo blokade, zaradi katerih potem trpi slovensko gospodarstvo. Tako da to je nasplošno. En prvi korak bo ta dogovor, ki ga bo vlada sklenila s sodstvom, čisto konkreten dogovor o tem, kaj se bo zgodilo do leta 2014, kaj bo kdo naredil za to, da se bodo stvari v praksi zelo radikalno spremenile, da se bo čas sojenja res skrajšal. Drugo, kar pa mislimo narediti, to je pa bolj konkretno usmerjeno v slovenska podjetja na mojem ministrstvu, je pa povezano potem, ko smo že sprejeli, ali pa ko je parlament sprejel pomembno spremembo stečajnega zakona, ta je tudi zelo pomembna za prezadolžena slovenska podjetja, nameravamo narediti en še večji, še pomembnejši, še bolj radikalen korak in to je, torej pripravljamo zakon o sistemski razdolžitvi, s katerim bomo omogočili upnikom prezadolženih slovenskih podjetij, da v takšna podjetja intervenirajo precej prej, ko nastopi sicer situacija insolventnosti. Takrat je običajno že prepozno za takšna podjetja. Takrat takšna podjetja praviloma propadajo in gre bolj za to, na kakšen način bodo propadla, ali bo pogreb bolj ali manj eleganten. Mi želimo pa rešiti tisto, kar se še rešiti da. Vsak dan umirajo slovenska podjetja in na koncu jih ne bomo imeli več nobenega. To želimo preprečiti. Z možnostjo, ki bi jo dali upnikom in prezadolženim podjetjem, da na podlagi dogovora upniki vstopijo lastniško v takšna podjetja, da svoje terjatve zamenjajo za delež v teh podjetjih, se aktivno lotijo lastništva v teh podjetjih in s tem omogočijo tem podjetjem, da preživijo, da se razdolžijo najprej, s tem preživijo in si na ta način ustvarjajo pogoje za razvoj v prihodnosti. Kaj pa projekt Banke Slovenije? Magister Fabjan je napovedal posebej sodelovanje s pravosodnim ministrstvom. Seveda, mi intenzivno sodelujemo z Banko Slovenije, smo sodelovali intenzivno že pri pripravi te pomembne spremembe stečajnega zakona, ki bo v kratkem v parlamentu sprejetem v prihodnjem tednu. Intenzivno sodelujemo pri pripravi zakona, o katerem sem malo prej govoril, zakon o sistemski razdolžitvi in tudi pri vseh drugih stvareh, ki so pomembne za to državo, za reševanje slovenskih podjetij in se tičejo našega resorja.